Več kot 350 gospodarstvenikov, deležnikov v podpornem okolju internacionalizacije in predstavnikov tujih veleposlaništev v Sloveniji se je udeležilo prve nacionalne konference o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva. Udeleženci so izpostavili, da ostaja podpora internacionalizaciji slovenskega gospodarstva osrednja naloga tako Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo kot ostalih deležnikov internacionalizacije. Dogodek so organizirali Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Gospodarska zbornica Slovenije, Javna agencija Spirit Slovenija ter Ministrstvo za zunanje zadeve. Jaz sem res neizmerno vesel, da smo uspeli organizirati prvo nacionalno konferenco o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva. Zakaj? Zato, ker smo na nek način na koncu enega 4-letnega obdobja, ki je bilo na začetku slabo, zdaj pa lahko rečem, da je tudi s to konferenco doživelo neke vrste krono. GZS Podjetniško-trgovska zbornica je pripravila 5. MSP konferenco za mikro, mala in srednja podjetja. Osrednja tema dogodka z naslovom Varno v digitalno so bile novosti oziroma spremembe, ki jih prinaša splošna uredba Evropske unije o varstvu osebnih podatkov. Torej za vse tiste, ki so že zdaj spoštovali obstoječo zakonodajo, so dokaj na varni strani. Energetski prehod Slovenije v nizkoogljično družbo je izjemen izziv za slovensko energetiko, gospodarstvo ter vse državljane Republike Slovenije. Namen konference Energetski prehod kot priložnost za slovensko gospodarstvo je bil gospodarstvu nakazati pot in možnosti za soustvarjanje slovenske energetske prihodnosti, kar je še posebej pomembno za mlado generacijo. I think that we will start the new decade with the new rules which would really make the European economy absolute frontrunner in using modern technologies to fight climate change. Gospodarska zbornica Slovenije je bila organizator mednarodne konference o vajeništvu, na kateri so udeleženci izvedeli, kako lahko uspešno vključujejo vajeništvo in praktično usposabljanje z delom v sisteme poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Namen in cilj današnje konference je, da sporočimo čim večjemu številu predstavnikov šol, delodajalcev in drugih organizacij, tudi naših ministrstev in drugih javnih inštitucij v Sloveniji, kaj pozitivnega prinaša vajeništvo. Dijaki vseh 5 slovenskih gradbenih šol so svoje športne, strokovne in socialne spretnosti predstavili na nacionalnem panožnem tekmovanju Gradbenijada 2018. Letošnje tekmovanje je potekalo na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli v Ljubljani. Moram reči, da sem zelo vesel, da sem v bistvu lahko bil skozi življenje gradbinec, ker gradbinec pomeni nek način življenja. GZS, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, je pripravila regionalni panožni seminar o praktičnem vodniku za uporabo registrov azbesta za potrebe izvajanja gradbenih del. Gre za azbest, ki je še vgrajen v stavbe na območju Evrope in z njim povezanimi javnimi registri v Evropski uniji. V ta namen pričakujemo, da bo vlada pospešila aktivnosti za izdelavo registra stavb, kjer so tveganja za to, da je azbest v teh stavbah visoka.